Najlepša hvala za besedo. Lepo pozdravljeni. Torej, v knjigi Prepovedno izročilo Slovencev v Porabju, pravljice in povedke iz tonskih posnetkov Milka Matičetovega je objavljenih 238 pripovedi, ki jih je leta 1970 posnel Milko Matičetov po prepovedovanju Slovencev v Porabju na Madžarskem in zbral zelo veliko teh posnetkov, ki so dolga leta ležali v arhivu Inštituta za slovensko narodopisje ZRC SAZU. Pravljice in povedke, pa tudi vraže, uganke in otroške besedne igre so bile transkribirane s trakov v poenostavljenem narečnem zapisu. Vse so bile tudi predstavljene v knjižno slovenščino, da bi bile razumljive širši slovenski javnosti. Dve pripovedi pa sta bili vzorčno še dodatno dialektološko, fonetično prepisani in objavljeni v tej knjigi. In sicer v obeh različicah porabskega narečja, v števanovskem in gornjeseniškem, ki se tako imenujeta po vaseh Števanovci in Gornji Senik v Porabju. Knjiga je torej nastajala dolgo, kajti Matičetovi magnetofonski trakovi so več desetletij ležali v arhivu in šele leta 2006 jih je presnela etnologinja Marija Kozar Mukič iz muzeja Savarija v Sombateju. In skoraj 10 let pozneje pa je pravljice in povedke s posnetkov prepisal njen sin Dušan Mukič, po izobrazbi slavist, je pa tudi pesnik in glasbenik, ki dela pri madžarski televiziji kot reporter za slovenske utrinke. To zamudno delo prepisovanja in nato še prevajanja vseh 238 enot tonskih posnetkov je trajalo 3 leta in zaradi tega so tovrstne publikacije zahtevne, hkrati pa žal necenjene. Knjiga ohranja jezik in s tem tudi identiteto porabskih Slovencev. V Porabju namreč slovenski jezik tone v pozabo, mladi porabski Slovenci danes pa pozabljajo svoj materin jezik. V šolah se namreč učijo knjižno slovenščino, kolikor sploh se, doma pa tudi ne govorijo več o domačem govoru, narečju. Zato želimo s to knjigo pomagati ohraniti porabski jezik pri življenju in dodajamo tudi zgoščenko, na katerih je predstavljenih 13 pravljic in povedk, tako kot jih je posnel Milko Matičetov in so mu jih prepovedovali porabski Slovenci. Presnel in uredil je to zgoščenko kolega Peter Vandremin iz Glasbeno-narodopisnega inštituta ZRC SAZU in za kar se mu tudi iskreno zahvaljujemo. Naj dodam še to, da je knjiga izšla v seriji Slovenski pravljičarji in s to serijo želimo slovenski javnosti približati pripovedi ljudskih pravljičarjev, ki jih danes skorajda več ni. Poleg tega pa želimo s to serijo tudi ohranjati slovensko nesnovno kulturno dediščino.